Lepo pozdravljeni, sem Mateja Žlogar in začenjam z dvomesečnim seminarjem, ki bo razpet v posamezne dogodke, v katerih boste izvedeli veliko o življenju v naravi, o prehrani, o imunskem sistemu, o vseh dogodkih, kar se ta trenutek dogajajo glede ukrepov COVID-19. Vlada nas je sedaj sprostila s 15.6.2021 in nam dala 2 meseca časa, da se nadihamo, da se sprostimo, da se poveselimo, podružimo in seveda absolutno, da se pripravimo na jesen, v katerem se spet napoveduje 4. lockdown. Zato sem se jaz odločila, da vsem ljudem predajam vse moje znanje, ki ga imam. To je prehrana, okrepitev imunskega sistema, krepitev telesa, duha, uma. 27.6., to je v nedeljo, in sicer bo potekal med 13. in 19. uro. Povabila sem 5 gostov, med katerimi bom tudi sama naredila uvod in vsem, ki se bodo tega dogodka udeležili, bom predstavila vezno nit vseh teh dogodkov, ki bodo sledili. Gosti prihajajo iz različnih področjih, to so tudi področja psihoterapije, imunskega sistema, zdravja, meditacije, stara znanja, živi človek, zdravje, imunski sistem, pridelava in predelava hrane, podlaga v naravnem pravu, živeti z naravo in, kar je najbolj pomembno ta trenutek, to je pa zdravje pinealne žleze oziroma kako jo negovati, zakaj je tako zelo pomembna. Ti dogodki se bodo dogajali po celi Sloveniji, na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem, Prekmurju, Dolenjskem, Obali in tako naprej. Na te dogodke bodo tudi povabljeni lokalni kmetje, ki pridelujejo z naravi prijaznim načinom kmetovanja. Tam boste lahko tudi dobili domače pridelke na teh stojnicah, kupili te izdelke, jih sprobali in se tudi s kmeti pogovorili, na kakšen način pridelujejo in izmenjali tudi praktične izkušnje. V nedeljo 27.6.2021 bomo na dogodku imeli tudi srečelov z naravnimi produkti, s katerimi boste pocrkljali vašo dušo, imunski sistem in popeljali življenje na novo pot. Jaz bom potem še tekom časa pripravila tudi druge video vsebine, kjer vas bom nagovorila na posamezen dogodek posebej, da boste vedeli, čemu so ti dogodki namenjeni, kaj bo v posamezen dogodek vseboval. Ljudje, ki razmišljamo svojo glavo, živimo v skladu z naravo, z naravnimi danostmi, pridelujemo hrano doma, na naravi prijazen način, se pravi ekološko, biodinamično, permakulturno, vemo, da je ta hrana, ki jo tako pridelamo, veliko bolj kvalitetna in dostopna za samo telo, ki vibrira na visokih frekvencah, se pravi tudi za presnovo celic, ne samo organov v telesu, ampak predvsem za pinealno žlezo. Narava sama poskrbi za dvig imunskega sistema, ki je pa temelj našega zdravja. Kar se tiče financ, jaz verjamem, da je večino ljudi strah, kako bo odplačevala kredite, ki jih je najela za to, da si je uredila dom, stanovanje, da se lahko otroci šolajo. Jaz vas moram pomiriti. Ko mi zaupamo, ko mi verjamemo sami vase, v svoje dobro delo, vedno stvarstvo poskrbi tudi za to, da bomo lahko vse, kar imamo, na nek način obdržali. Resolucija Sveta Evrope, ki je bila sprejeta 12.2.2021, izrecno prepoveduje diskriminacijo. To pomeni, da nihče, ki se ne bo cepil, ne bo smel biti diskriminiran tako v javnem življenju, obisku šol, obisku služb in vsem, kar se tiče življenja nasploh. Ta resolucija je bila sprejeta zato, da bi zavarovala ljudi, ki želijo živeti v skladu z naravnimi danostmi, v skladu z dobrobitjo in v skladu s samim sebo. Vsi, ki živimo v skladu z naravo, praktično nimamo nobenih bolezenskih stanj. Mi, ki smo povezani z naravo, ki delamo z zemljo, ki naravno pridelujemo hrano, smo povezani s prvobitnostjo.
sam sistem nas je tekom vseh teh let speljal na en zelo tanek led. In ta tanek led je, da mi predajamo svojo prvobit režimu. Režim potrebuje poslušne, bogaboječe, ubogljive ljudi in ne ljudi, ki razmišljajo s svojo glavo. Tudi ta cepiva, ki jih otroci prejemajo kot majhni, kot dojenčki, pripomorejo k sesuvanju imunskega sistema. Zato, ker farmacija ne rabi zdravih otrok, farmacija ne rabi zdravih ljudi, farmacija rabi stranke, ki bodo do svoje smrti koristile njihove storitve, in zato se pripravlja tudi ta 4. lockdown, kjer bodo vsi, ki so cepljeni, imeli sesut imunski sistem in na ta način bodo izjemen vir okužb ne samo za sebe, ampak tudi za vse, ki se ne bodo cepili. Sem Mateja Žlogar in moje poslanstvo je, da te prebudim.